Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Gospod Svetina, mogoče za začetek, kako se vam zdi, da sledimo na nek način tej poti, ki smo si jo z zapisom v ustavi zadali? Ja, hvala lepa najprej za povabilo in pa opravičilo, da sem malo zamudil ravno z ene druge prireditve. Prihajam, tam sem hitro zadnje stavke povedal, da sem tukaj ujel vsaj še tole. Zagotovo zdaj nekje mi to potegne misli v te zadnje 2 leti. Smo se srečali s pandemijo, kjer moram reči, tako malo se bo čudno slišalo, me veseli, da smo se začeli pogovarjati o tem, da se človekove pravice da omejevati. Seveda, zgolj zakonom, to je bila tudi naša glavna in poglavitna kritika, ampak zavedati se moramo svojih pravic, ampak da naše pravice sežejo le do pravice, ker se začnejo pravice drugega, in to, da človekove pravice vse niso tiste temeljne pravice in niso tiste nedotakljive. Se jih da omejiti, ampak zgolj zakonom. Tako da jaz nisem pesimističen, kar se tiče slovenske ustave in pa tudi uresničevanja konvencij. Zagotovo smo tukaj organi, pa ne nazadnje tudi državljanke in državljani, ki moramo bdeti nad tem, da nam te pravice niso kršene. Se pa moramo zavedati, da vsak od nas, spet malo kritičen, ni mogoče strokovno najbolj usposobljen k interpretaciji ustave. Vsak od nas jo bere drugače in vidi sebe v njej. Področje človekovih pravic je po drugi strani tudi zelo čustveno področje. In vsak poseg v človekove pravice nas tudi na čustvenem nivoju prizadene, zato je to zelo subtilno področje, ki se ga moramo v bistvu dotikati zelo previdno in pa predvsem informirati ljudi in to pozitivno informirati in jim dati vedeti jasno in nedvoumno, zakaj se nekaj počne. Sem vesela, da ste omenili besedo informirati. Namreč presenetilo me je, da raziskava agencije FRA o temeljnih pravicah, sicer iz leta 2019, pa vseeno na nek način kaže, da 68% ljudi v povprečju slišalo za nacionalno institucijo za človekove pravice v svoji državi. Kar je pozitivno, je, da v bistvu najvišje po tem poznavanju ravno Slovenija, 96% v Sloveniji vprašanih naj bi poznalo varuha človekovih pravic. Kaj so dejavniki na nek način te visoke prepoznavnosti vaše institucije? Ja, jaz sem bil tudi zelo vesel, ko sem slišal to, ker občasno se mi zdi, da ljudje še vedno ne vedo dovolj o varuhu. Mi imamo tudi zdaj, smo začeli s zelo intenzivno akcijo, da v vseh slovenskih občinah bomo postavili kotiček, varuhov kotiček, tako imenovan, kjer bodo možen tudi analogni dostop do varuha, se pravi, bo vse v papirni obliki, kajti zelo veliko ljudi še vedno ni sposobnih, pa ne znajo in ne morejo, nimajo dostopa za elektronsko obliko poslovanja. Tako da skušamo še bolj približati ljudem. Zagotovo je to tradicija 27 let delovanja varuha človekovih pravic, ni kratka doba. To zagotovo je treba pripisati predvsem prepoznavnosti predhodnikov, varuhinj in varuhov, 4 so bili pred menoj, to prezenco njihovo. Jaz se trudim to nadaljevati in da je varuh prisoten. Pa kljub temu imam nek pomislek ob tem, ja, poznamo varuha človekovih pravic, dostikrat pa ne vemo, kaj je njegova vloga. Od varuha se pogosto pričakuje, da bo komentiral vsako dogajanje v družbi, ampak ustava in pa zakon so tukaj jasni, varuh ima pristojnosti do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Zato smo v našo brošuro zdaj tudi dali posebno rubriko, posebno stran, kdaj vam varuh lahko pomaga, kdaj vam pa varuh ne more pomagati. Veliko ljudi k nam se obrne s potrebo,
da bi razrešili svoj problem, ki je zagotovo v tistem trenutku njihov največji problem. Pa mi ne moremo. In potem napišemo, da ni naša pristojnost in je seveda odgovor, ja, vsi se skrivate za pristojnost, ampak mi ne moremo recimo posegati v medsosedski spor ali pa bančne posle, pa tako naprej, ker so to medosebni odnosi, potem so to popolnoma druge zadeve. In varuh je zato, da v bistvu ščiti državljanke in državljane pred dejanji oblasti, se pravi državne, lokalne, kar se je v zadnjih 2 letih pokazalo, je bilo pa mogoče malce občasno tudi smešno, da so nekateri oblastniki varuha pozivali, naj jih brani pred državljani. To pa ni. Vloga varuha je ravno obratna. Hvala. Gospa Groznik, 12. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah države pogodbenice zavezuje na nek način, da zagotovijo pravico otroka do svobodnega oblikovanja lastnega mnenja in izražanja. Zdaj, moje vprašanje ob tem zapisu je bilo, zakaj imamo otroke in mladine postavljeno pod posebno kategorijo? To v bistvu pomeni, da na nek način jih mi odrasli obravnavamo na tak način, da jih v bistvu ta isti odrasli moramo potem zaščititi pred očitno našim vedenjem. Dober dan vsem. Prihajam iz nevladne organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki s svojimi aktivnostmi zelo močno posega na področje varovanja otrokovih koristi, bom rekla kar tako na široko. Ja, poglejte, že konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje otroka kot bitje od 0 do 18 let. Skratka, opredeljuje to starostno mejo oziroma področje, kjer moramo upoštevati določene specifike. Zdaj, so ranljivi. Zakaj? Zaradi tega, ker se razvijajo, ker moramo upoštevati ves njihov čisto fizični, psihični, nevrološki razvoj. Tako da otroci in mladostniki so posebni, kar zadeva to, in seveda to dejstvo botruje tej potrebni skrbi, ki jo moramo posvečati otrokom in mladostnikom. Zdaj, ko ste omenili ustavo, seveda jaz imam vedno pred očmi 56. člen slovenske ustave, tudi ZPMS je takrat, ko se je ta ustava sprejemala, nova ustava, seveda dobili smo novo državo, osamosvojili smo se, smo veliko naporov usmerili v to, da se zapiše, in to je zdaj zapisano, 56. člen ustave, da morajo biti otroci deležni posebne skrbi. To se pravi varnega okolja, spodbudnega okolja. Kaj vse to povleče za sabo? Seveda marsikaj, družinsko politiko, šolsko politiko. Skratka, posebna skrb mora biti usmerjena k otrokom. Tako da v tem je ta ranljivost, ki je mogoče malce neroden ali pa tudi ne izraz. Dejansko gre za ljudi, na katere moramo v naši družbi še posebno paziti. Zakaj? Zato, ker ustvarjajo prihodnost, čisto preprosto. Zveza prijateljev mladine izvaja različne programe in projekte. Verjamem, da smo vsi od nas na nek način vsaj bralno značko poskušali priti naproti, pa vaš dom, telefon, letovanja in še. Veliko delate z otroki in z mladino. A lahko podate nek uvid v to, kakšne so slovenski otroci in mladina danes, neke mogoče vendarle skupne značilnosti? Ja, konkretno to področje tudi spremlja otroška opazovalnica pri Inštitutu za socialno varstvo, kjer beležijo po določenih kriterijih, kakšno je pravzaprav življenje otrok in posameznikov, glede na socialno stanje, izobrazbo in tako dalje in tako dalje. Jaz mislim, da ima Slovenija veliko dobrih dokumentov. Res je, da tudi če gledamo širše, kar zadeva Evropsko unijo, seveda smo člani te velike družine, se uvrščamo v zgornjo tretjino držav, ki se lahko ponaša z ustrezno skrbjo za otroke. Skratka, imamo program za otroke, imamo tudi
mislim, da pred pol leta potrjeno jamstvo za otroke. To je evropski dokument, s katerim želijo članice se zavezati, da bodo zmanjšale revščino pri otrocih. Vemo, da je to tudi v Sloveniji še vedno velik problem. Jaz mislim, da problem je v tem, da imamo sicer dobre dokumente, ampak implementacija teh dokumentov pa peša. Poglejte, če ne bi pešala, ne bi imeli še zmeraj 41.000 otrok, ki živi pod pragom revščine. To je čisto en konkreten podatek. To pomeni vsak 10. otrok v naši družbi. To je absolutno šokantno in ta številka se nikakor ne spremeni. Drugo, kar je pa bolj subtilne narave, in seveda o tem se danes pogovarjamo, je pa participacija. Tukaj imamo res zelo bogate izkušnje. Že 32. po vrsti smo izvedli naš projekt Otroški parlament. In to je tisto, na kar smo res zelo ponosni. Mimogrede, ni sistemsko financirano, no, tudi to je ena taka rak rana naše družbe. Vsi pridejo pozdravljati otroke, ko pridejo v nacionalni parlament, jih poslušajo, jih želijo nagovoriti, ampak da bi pa podprli tak potreben parlament oziroma tak potreben projekt, to se za zdaj še ni zgodilo. Ampak dobro, to je neka naša mala bolečina. Kaj želimo s tem projektom? Mi želimo omogočiti otrokom participacijo. Mi jih želimo naučiti, kako se pogovarjati, kako oblikovati svoje stališče. In tukaj tisti otroci, ki pri tem projektu sodelujejo, so recimo v večini stari tam od 12 do 15-16 let. Gre mogoče za to zadnjo triado osnovne šole. Veste, kako je dragoceno, ko otrok sploh spregovori, ko ga opogumimo v šoli, potem v lokalnem okolju in seveda potem nekateri oziroma predstavniki teh mladih parlamentarcev pridejo tudi v poslopje Državnega zbora. Skratka, opogumiti, jim dati vedeti, da imajo pravico, da povedo svoje mnenje o zadevah, ki se jih tičejo. Zdaj, in vrnila se bom, mogoče bom imela potem še kakšno priložnost, da povem kaj več. Implementacija teh dokumentov, ki jih sicer imamo, tukaj mislim, da bi lahko naredili mnogo več, kot smo naredili do zdaj. Gospod Svetina, po pregledu nekega poročila vašega o izvajanju državnega preventivnega mehanizma, mislim, da je iz lanskega leta, je na nek način opaziti podobno, da namreč nekaj več kot polovica predlogov in priporočil, ki ste jih podali, ni bila realizirana. Mogoče, zakaj je temu tako čisto? Ja, pri državnem preventivnem mehanizmu, ki deluje znotraj Varuha človekovih pravic, je nekje polovica, pri samih priporočilih Varuha pa rajše ne poglejte, jih je pa še več. Zato, ker ni volje. Ker na strani odločevalcev ni volje. Jaz dam tukaj zelo rad za primer. Mi smo ugotovili, da so kršene pravice invalidom študentom. Na to smo opozorili vlado in vlada je to zavrnila, naše priporočilo, da se uredi njihov status. Ne bomo. Potem smo se 6 let ponavljali ta priporočila. No, na koncu, moram reči, je bil čisto osebni sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo, takrat z ministrico Bratuškovo, in je rekel, ja, bomo to speljali in so dali v zakon. Veste, 6 let prej, prvič so rekli sploh ne, naslednjič so rekli, bomo premislili, potem je bilo, bomo preučili, pa sem in tja, no, na koncu in se je zakon spremenil in se je uredil status študentov invalidov, kar se tiče prevozov. Se pravi, tukaj manjka neke volje. Mi včasih mogoče tudi sami mislimo, da to bo pa nekaj državni proračun več stalo. Demokracija ni poceni, človekove pravice niso poceni, ampak jaz nisem finančni minister, da bom gledal na državni proračun. Jaz sem varuh, ki mora opozarjati, kaj ni v redu, država mora pa zato zagotoviti sredstva. Moram pa reči, v tem se nič kaj dosti ne razlikujemo od drugih držav. Imamo države, tudi v Evropski uniji,
kjer parlament sploh noče obravnavati varuhovega poročila, pa bi ga moral po ustavi in po zakonu. To se pravi, kar se tiče samega uresničevanja, kar se tiče priporočil, smo tudi nekje kar visoko v Evropi, čeprav včasih želimo, da pa mislimo o sebi, da nismo. Smo ugledna država, tudi na področju človekovih pravic, ker moram reči, da smo zelo aktivni tudi kot inštitucija in pa samo osebno v Svetovnem združenju ombudsmanov, Evropski mreži ombudsmanov, in tam slišiš tiste realne informacije, realno stanje, kakšno je po drugih državah, kritično, ker v Sloveniji tako rečemo, to lahko samo pri nas se zgodi, a ne? Pa ne vemo, da v tujini pa mogoče marsikaj še slabše. No. Jaz nisem zadovoljen s tem, da ne bi mislili, nikakor ne. Moj prvi sestanek, ko ga bom podajal letno poročilo tudi predsedniku vlade, je, da pričakujem, da se priporočila varuha uresničijo. Dostikrat je treba samo en pravilnik spremeniti, pa se nič ne spremeni že leta. Mi na nekatere stvari opozarjamo po 12-15 let. To je pa nespremljivo, to je pa tisto, ko rečeš, zakaj je to tako. In jaz tukaj res nimam nekega odgovora, kjer bi se lahko potolažil. Ne, ni. Spremeni se pravilnik tako, da se doda besedo in. A res se to ne da? To se pravi, ni volje na drugi strani. Dr. Alenka Jelen, trenutno se posvečate vlogi žensk v odnosih z javnostjo in komuniciranju v nekem obdobju pandemije in političnem komuniciranju. Mogoče odgovor na to, kako pomembno je, da tisti na drugi strani zaupajo tistim, ki komunicirajo, ko se spravljamo v procese, bodisi participativne procese, vključujoče procese in tako naprej. Ja, absolutno je zelo pomembno. Zaupanje je dejansko v komuniciranju ključnega pomena in mislim, da to smo med pandemijo se naučili zelo veliko lekcij, kaj se zgodi, če tega zaupanja ni. To zaupanje pa ni samo po sebi umevno, ne? Kaj se je dogajalo v številnih državah, je to, da so politiki govorili eno, postavljali ena pravila, delali pa potem nekaj drugega. In tukaj ni bilo izjem, ne? Tu je šlo od Združenega kraljestva do Brazilije in tako naprej. In takrat seveda ti to zaupanje izgubiš. Je pa bilo videti, da so veliko več zaupanja uživale ženske vodje z ženskim načinom vodenja, ampak ne samo ženske, tudi moški, ki so prevzeli nekako vrednote, ki jih povezujemo z ženskimi vrednotami. Jaz ne rada govorim o ženskih in moških vrednotah, ampak nekako to solidarnost, razumevanje, empatija, razumem, kaj se dogaja, ampak dajmo mogoče stopiti skupaj in dajmo se potruditi za skupno dobro. Tako da to zaupanje je bilo vsekakor ključnega pomena. Globalne raziskave Edelmana so pa pokazale, da se je zaupanje v politiko dejansko zrušilo. Imeli smo tisti spomladanski balonček, kjer je bilo zaupanje zelo visoko, se pravi tam nekje aprila, maja, potem pa je to drastično upadlo. Jaz mislim, da predvsem zaradi tega, ker tisti, ki so nam govorili, kaj in kako naj počnemo, se tega sami niso držali. In tukaj se pa potem tisto zaupanje izgubilo. Seveda smo imeli pa primere države, kjer to absolutno ni bilo tolerirano. Recimo na Škotskem smo imeli zelo drugačen pristop, kot ga je imel London za celotno Združeno kraljestvo. In tam, če so svetovalci, ministri in tako naprej prekršili pravila, so pač morali odstopiti in ti odstopi so se dogajali. Ena zanimiva stvar je, da je, se pravi, politike zaupanje upadlo je zaupanje medijem in družbenim medijem. Edina institucija, tudi nevladnim organizacijam, komunikatorjem tudi, edina oziroma institucija, ki pa je zaupanje naraslo, je bil pa korporativni sektor. In to je zelo zanimiv trend, govorimo na globalni ravni, da ljudje smo biznisu nekako bolj zaupali, ne? V tem obdobju. Jaz pa mislim, da je to predvsem zaradi tega, ker so res na področju korporativnega komuniciranja smo pa res opazili, kako so večina organizacij v zasebnem sektorju je profit dala na stranski tir. Tisti, ki ga niso, so to drago plačali kasneje, ne, tudi z izgubo zaupanja, ampak v prvi vrsti je bila varnost, dobrobit, življenje, zdravje ljudi. Gre za to ali gre za to, da mogoče zasebni sektor je malo bolj vešč
komuniciranja, kriznega komuniciranja, ima mogoče tudi več sredstev, s katerimi razpolaganih je tradicionalno pripravljen in se zaveda mogoče vloge komuniciranja kot takega. Ne? Da je mogoče, ne vem, koliko je tukaj predstavnikov nevladnega sektorja, ampak komunicirati družbene izzive, ne, je nekaj, s čimer se sektor vseeno kar mora spopadati. Ne? Ja, po eni strani to vsekakor mislim, da igra vlogo, čeprav tudi na področju politike imamo vrhunske strokovnjake, ampak mislim, da kaj se je dogajalo zdaj v Združenem kraljestvu, predvsem v politiki, vem, da so se ti nasveti, ki so jih imeli komunikacijski strokovnjaki, gladko ignorirali. Mi, ko smo to spremljali, smo prav bili zaprepadeni, kako se neka osnovna načela komuniciranja niso upoštevala, ne. Je pa res, da zasebni sektor to ni novo, ne? Zasebni sektor že kar nekaj časa se bolj aktivno vključuje v družbene spremembe in dejansko tudi nekako zapolnjuje prostor, ki ga politika in vlade puščajo praznega, ne? Se pravi, tudi na področju pravic, enakosti, enakopravnosti imamo različne blagovne znamke, ki se aktivno vključujejo v to, kako je treba biti toleranten do migrantov in tako naprej, ne? In potem so tudi tarča kritik. Tako da to ni bilo nekaj novega, vsekakor imajo več sredstev, ampak mislim, da vrhunske strokovnjake imamo na vseh področjih. Za nevladni sektor pa nisem čisto prepričana, zakaj se je to zgodilo, zakaj je to zaupanje upadlo. Tudi mislim, da pri Edelmanu niso pač pojasnili te razlage, pri politiki pač se je predvsem povezovalo s tem, da se ni upoštevalo lastnih navodil in pravil. Pa morda vseeno, jaz bi vas prosila za eno profesorsko zdaj razlago, če smem. Dosti se govori o tem, moramo informirati državljane, moramo biti informirani, moramo biti to. A smo s tem že ozaveščeni? Nikakor ne. Nikakor ne. O tem smo se veliko zdaj pogovarjamo tudi zdaj v Sloveniji, ko sem na gostovanju. Kaj se dogaja na področju komuniciranja je, da zelo prevladuje neko rokodelstvo in orodja. Dajmo to na Twitter, pa dajmo še na Facebook, pa dajmo še kaj na Instagramu povedati, pa eno sporočilo za javnost izdati in tako naprej. Ampak kaj s tem naredimo? Komuniciranje mora biti utemeljeno na nekem znanju in zavedanju, kaj so družbeni trendi, poslušanju ljudi. Mislim, da tle delamo zelo veliko napako. Mi ljudi ne poslušamo več. In tisti, ki se z nami ne strinjajo, so pač, oni pač ne vejo, ker pustimo jih, dajmo se mi tle pogovarjati, ker oni tako so v zmoti. In to nekako arogantno stališče, ki smo ga tudi videli recimo pri referendumu za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije in potem tudi zdaj za časa covida, kaj se zgodi, če mi te ljudi, če se po domače izražim, označimo za butaste, da se nam zaprejo kot školjke in je zelo težko potem z njimi sploh komunicirati. Treba je pač res poslušati, kaj ljudje mislijo, zakaj se ne strinjajo ali pa zakaj nasprotujejo nekim vrednotam, enakopravnosti, pravicam, ker nekateri tudi recimo za osnovne človekove pravice, vse tega ne rabimo, vse nam je pa v redu, tega ne rabimo. In seveda ozaveščanje, informiranost je prvi korak, vedeti moramo koga prioritizirati, zakaj, kaj jim dejansko pač, kakšne informacije jim posredovati, potem pride do ozaveščanja, potem šele pridemo do stališč in tudi mogoče naslavljanja ali pa spremembe nekih stališč. Seveda pa je končni cilj večine komunikacijskih programov so tudi spremembe v vedenju. To je pa tisti zadnji korak, ki je pa najtežje narediti, spremeniti vedenje, ker tukaj ne gre samo za znanje in ozaveščanje, gre tudi za neka čustva, za neke afinitete, za prepričanje, za kulturne vrednote, ki so lahko zelo globoko vsidrane v nas, pa se jih niti ne zavedamo. In da to spremenimo, šele potem se potem lahko morebiti začnejo spreminjati tudi vedenjski vzorci. Recimo na področju migracij. Sej mi nimamo nič proti migrantom, sej so tukaj dobrodošli, ampak vseeno, pa ko pa nekdo pride, pa malo je drugačen, pa se mi še vseeno drugače obnašamo. Se pravi, lahko imamo tudi to zavedanje in stališče, ampak vedenje še pa vedno nismo tam. Tako da informiranje je absolutno prvi korak, ki mora biti utemeljen na nekem znanju, poznavanju, kako in kaj komunicirati. In tle se strinjam z varuhom, da to so zelo težki izzivi, kako komunicirati enakopravnost, pravice, vrednote in tako naprej.
Mogoče tukaj lahko pridemo tudi do besede kultura. Všeč mi je bil zapis v nacionalnem programu za kulturo, v delu, ki prepozna kulturo kot eno zadnjih, če ne zadnje vezivo, ki še deluje kot sila družbene kohezije in podpira pripadnost posameznika določeni skupnosti. Pa vendar, če pogledamo recimo že ministrski razrez in proračune posameznih ministrstev, je prvo vprašanje, ki si ga jaz zastavim, a nalagamo kulturo vseeno preveliko breme? Dober dan tudi v mojem imenu. Najprej nacionalni program za kulturo bomo spremenili. Tako, to je prva točka. Nacionalni program mora biti narejen v stiku s kulturniki, s kulturo, z živo družbo in to, kar si želimo, in mislim, da vsi kulturniki oziroma tisti, ki živimo dnevno z različnimi kulturami in sektorji kulture, želimo nacionalni program, v katerega lahko se zrcalimo in v katerem lahko tudi dejansko preko kazalnikov uresničujemo to, kar mislimo, da je poslanstvo kulture. Kultura ne pripada peščici, ampak pripada vsem. In najvažnejša stvar, ko govorimo o kulturi, je razumevanje, da je kultura vse okoli nas in da smo tudi mi zelo pomemben del soustvarjanja kulture, ali naj si to vemo ali ne. Zdaj vprašati kuhano žabo, ki v kulturi živi 24 ur na dan, o pomenu kulture in koliko ji nalagamo, zame nikoli premalo in nikoli preveč. Zaradi tega, ker je pač kultura res tako močen bit naše države, ne nazadnje izhaja država iz kulture in ne nazadnje tam, kjer smo začeli, kulturniki so branili ustavo, takrat, ko je bilo potrebno, ne. Torej, kultura je tista, ki je zelo pomemben del in ki tudi ustvarja komunikacijo, ne, ker ostajamo pri istem imenu kultura do kulture. Tako da ne, je pa vedno res, da denarja za kulturo zmanjkuje, mogoče zato, ker vseeno, kot je bilo tudi že v zadnjih dnevih velikokrat rečeno, se je denar v kulturi zelo nespametno uporabil, oziroma velika težava kulture je tudi to, da so odločevalci v zadnjih 10 letih bili skoraj vsako leto drugačni, ne. Torej, če imaš ti vsako leto drugega odločevalca, je jasno, da narediš zelo malo poti. Jaz bi se v tem trenutku ravno v tej temi tudi mogoče malo bolj osredotočila na programe. Namreč kultura je del teh programov in še kako spada noter v vse te točke, ki so danes bile tukaj predstavljene. Navezala bi se tudi na vse, kar je Borut na začetku povedal, tudi moja kultura do kulture, moj prostor življenjski so muzeji, ki so bili ocenjeni kot 80% prebivalstva, to je bila analiza, ki jo je delal IKOM, kjerkoli kot enega najbolj zaupanja vrednih inštitucij, torej muzeji so ostali v tej vrednostni shemi vedno zelo visoko. No, ravno ta kultura se je vedno zelo hitro vpela v vse programe, ki so se skozi CERV izvajali, ne. Torej, kultura je tista, ki lahko odgovarja na vsa vprašanja in nagovarja teme, ki smo jih danes že načeli, ne. Od enakosti, enakih pravic, migracij, pravic mlajših, starejših, ranljivih skupin. In vsekakor mislim, da sem zelo na hitro upam povedala, da nikoli ne nalagamo premalo kulturi, zavedati se pa moramo, da jo soustvarjamo. Mogoče pomemben del znotraj tega, kar počnete, tudi na nek način razvoj občinstva, ker s tem se razvija državljane na nek način. S kakšnimi izzivi se mogoče tukaj kot poznavalka vseeno področja kultura srečuje v Sloveniji? Če se omejim ravno na razvoj občinstva, sta seveda, jaz mislim, da največja problema dva, ne. Naš strah, ki ustvarjamo programe občinstva, da na drugi strani ne bo reakcije. In istočasno tudi to, da s programi, ki jih delamo, ne delamo samo prazne liste. Torej, da ni projekt zaradi projekta, ampak da mi resno s temi projekti poskušamo nekaj v nekem okolju spremeniti, ne. In razvoj občinstva mislim, da je za vseh zelo pomemben, ker z vsakim projektom, ki ga napišeš in ga želiš realizirati, v osnovi želiš tudi nekaj spremeniti, nekaj nagovoriti. Če govorimo o mlajši populaciji, ker skozi veliko večino teh projektov, vsaj te, ki sem jih jaz delala, smo nagovarjali mlajše skupine do študentov. V resnici smo želeli, da se o določenih vrednotah recimo debatira,
da se poskuša recimo vzpostaviti dialog tam, kjer dialoga ni, in predvsem recimo ravno v muzejskih tematikah, da se te tabuizirane teme, ki niso vse samo teorija, ampak so tudi fizične, da se jih poskuša razbiti, ne. Torej, razvoj občinstva je zelo pomemben, ampak zraven njega je seveda pomembno, na kakšen način se ga za katero skupino tudi naslovimo, ne. Niso vse variante in vsa sredstva, ki jih imamo, primerna za vse skupine. In če recimo povem čisto mojo osebno izkušnjo, ko se piše evropske projekte, vedno na koncu morate razmišljati o temu, da jih pišete za odločevalca, kljub vsemu, ki je Evropska unija. Torej jih ne pišete za vaše potrebe, ampak se morate vedno vprašati, to so mene naučili od prve prijave in potem so bile uspešne, tako, kaj Evropska unija želi, kaj potrebuje in kako vi lahko skozi to minimalno okolje, lokalno, naslovite te potrebe in istočasno pametno rešujete vaše. Mogoče tukaj dopolnilo, Tom Telefon že kar nekaj desetletij zdaj posluša otroke. Mogoče ravno s temi programi, pa tudi vse, kaj počnete, kaj so neke tiste res prednostne zadeve, ki morda tudi vidite čez take programe, da bi jih bilo dobro, potrebno ali pa celo nujno naslavljati? Participacija otrok in mladih je gotovo nekaj, kar bi moralo biti končno prednostna naloga. Se bom naslonila na vaše besede, da se nasploh premalo poslušamo. Ampak če tukaj gre za otroke in mladostnike, pa njih poslušamo še toliko manj. Zakaj? Ker mislimo odrasli, da so premalo izkušeni, da imajo premalo znanja. Skratka, to je en tak zelo velik problem, ki je zelo jasno tukaj naveden v brošuri, ki jo imam, in če koga zanima, se lahko obrne name na ZPMS, pa mu jo posredujemo. Državljani prihodnosti. Imeli smo konferenco ob 30-letnici Konvencije o otrokovih pravicah in tudi jaz sem zdaj 11. leto predsednica ZPMS in vsako leto grem na nacionalni otroški parlament in nekaj je, kar se ponavlja iz leta v leto. Seveda generacije otrok se menjajo, ampak vsako leto, v vseh, bi rekla, 32 let slišimo iste besede. Ja, mi povemo svoje mnenje, ampak nas ne poslušajo. Pa bom to ponazorila čisto s konkretnim primerom. Mi predlagamo na šoli, da bi se na razrednih urah pogovarjali o duševnem zdravju, o tem, kaj nas stare, ampak se ne pogovarjamo. Skratka, gre za čisto drobne zadeve, ki bi se lahko hipoma razrešile, pa se ne, ker ni volje prave. Ampak slej ko prej bo tudi Slovenija dobila strategijo o participaciji otrok. K temu nas že kar nekaj časa poziva Evropska unija. Mi smo se tega lotili, ker imamo izkušnje, ker imamo toliko dogodkov, toliko vedenja na tem področju, da samo čakamo, kdaj bomo lahko to posredovali, seveda ustreznim inštitucijam. Že delamo belo knjigo, ker smo izvedli zadnji projekt Naše mnenje šteje. Skratka, delamo na tem področju, oblikujemo neka osnovna izhodišča, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi se ta participacija otrok in mladih udejanjila. Ker poglejte, lahko še toliko si zatiskamo oči, ampak mi želimo in vsaka demokratična družba si mora želeti aktivnih državljanov. Konec koncev je aktivno državljanstvo povezano prav z vsemi segmenti naše družbe, s kulturo, z vsem, ni ga segmenta, kjer bi lahko to izključili. Skratka, aktivno državljanstvo. In poglejte, so določene države, tudi vlade, ki celo nižajo volilno pravico. Tudi nova koalicijska pogodba, no zdaj ni več tako nova, tudi ni več tako nova, nemške vlade to vsebuje, ne? Spust volilne pravice na 16 let. Skratka, cel kup je teh segmentov, ampak ko ste omenili Tom Telefon, ki je komunikator,
med našimi prostovoljci, svetovalci na eni strani in otroci in mladostniki na drugi. Tukaj ne morem mimo res perečih podatkov, ki smo jih zaznali predvsem v času epidemije. Vemo, da je bilo zelo veliko indicev, da bo po COVID epidemiji nastala epidemija duševnih bolezni. Ampak zdaj, kakor, ne vem, COVID-a ni več in zdaj ta vprašanja so kar nekako pometena pod preprogo, čeprav so te stiske ravno otrok in mladostnikov mobilizirale vso strokovno javnost v Sloveniji. In skratka, bil je močen poriv, da se na tem področju vendarle nekaj zgodi. Pa zaenkrat še ni kaj veliko volje, upamo, da se bo tudi na tem področju kaj premaknilo. Samo en podatek. Tom telefon, ki je edini splošni in krizni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji, je detektiral naslednje. V predcovidnem času je vsak 60. klic nakazoval neke samomorilne misli. V času covida vsak 16. klic. 60 in 16. Ogromna razlika. Skratka, to so res do neba vpijoči podatki, s katerimi ves čas bombardiramo pristojne inštitucije, da bi se kaj zgodilo na tem področju in še vedno upamo, da bodo ti koraki veliko bolj pogumni in smeli. Mogoče to, ker govorite o participaciji, aktivaciji, dobra stvar, da usmeri malo pozornost na vse vas tukaj. Če je kakšno vprašanje, kakšen komentar, ki bi ga želeli ob tej priložnosti podeliti. Ne rabite vsi naenkrat. Super, vse to je ta neprijetna tišina, ki pa nešče reši. Hvala. Če ga bomo pa samo telefon, evo, že prihaja. Mikrofon in človek. Hvala. Jaz bi se na to navezala, ker ste zdaj omenili ta Tom telefon. Jaz delam v mladinskem centru drugače, imamo trenutno en projekt s Finsko, kjer je sistem seveda čisto drugače razvit in ful bolj deluje za pomoč mladim na področju duševnega zdravja. In sem spoznala eno ekipo, ki dela Sekasin chat, se reče, in je v bistvu chat za mladostnike, kjer tipkajo z strokovnjaki in pa s prostovoljci. In me zanima, kako imate kaj s tem, ker pač jaz zdaj razmišljam, da bi kar to v Slovenijo pripeljala, ker se mi zdi dober način, kako z mladimi stopiti v stik glede tipkanja, ampak ne vem, a to že kaj tazga izvajate, pa ne. Mi je pa zanimivo to, kako imajo narejen, ker je pač taka velika potreba potem, da v bistvu niso samo strokovnjaki tam na voljo, ampak tudi prostovoljci v 23 leta naprej, ki so samo usposobljeni za to, da se zavedajo, da so opolnomočeni, da lahko se z nekom pogovarjajo. In kakor pride zadeva daleč, v strokovnjaki vskočijo noter in se mi zdi tak super sistem, no, ko bi sigurno lahko pomagal. Pa me zanima vaše mnenje. e-tom.si je spletna stran, kjer ta možnost je dana in prav v času covida, ko so otroci pravzaprav včasih imeli malo manevrskega prostora, da so bili sami nekje v prostoru in so telefonirali. Se je zvišalo število kontaktov prek spletne strani. Mi imamo spletno klepetalnico, mi skratka gremo v korak s časom in to že obstaja. Seveda tisti, ki svetujejo na tom telefonu, so v največji meri prostovoljci, ki pa so usposobljeni za to in imajo sprotne supervizije. Skratka, gre za zelo resno in odgovorno delo. In še nekaj bi rekla, kar smo opazili. Seveda, pred covidom so bile glavne teme povezane z odraščanjem, ljubezen, prvi spolni stiki in tako dalje. Potem se je to v času covida korenito spremenilo, omenila sem že samomorilne misli, psihične težave, nasilje, razna druga napol bolezenska stanja so detektirali naši svetovalci. Še pokazalo pa se je to, da bi rabili nadgradnjo tega Toma v luči
starejših klicalcev, ker pogosto kličejo tudi študenti, ker konec koncev tudi v času epidemije je bilo zaznati ogromno duševnih stisk, ne samo med osnovnošolci, srednješolci, ampak tudi med študenti. Tako da to je ena velika naša želja, da bi lahko nadgradili Tom tudi v tej smeri in upam, da bomo lahko vse to storili. Super. Je pa Tom telefon tudi del mreže podobnih telefonov v Evropi. Dober dan, jaz sem pa Mojca Mihelčič, jaz sem vodja centra Solvit, to je v bistvu mreža Evropske komisije za pomoč v čezmejnih sporih, ko ima posameznik z nekim javnim organom druge države članice težave. Mi pomagamo. Ful sem vesela, da sem tukaj, ker mi je toliko noro poslušati, toliko vsak posebej ima močno zgodbo za sabo in kar čutim, kako bi lahko še več poslušala od vas. Tudi osebno me zelo zadeva, imam otroka s posebnimi potrebami, tako da posod tukaj se najdem. Bi pa zdaj imela vprašanje za gospoda Svetino. Naš center je del Ministrstva za gospodarstvo, tako da jaz v pregledu dobivam vaša letna poročila in mislim, da sem ena redkih, ker res preberem vse, ker mi je toliko fascinantno, vsaka zgodba posebej, čez kaj greste. Tudi preberem tisto, kaj je v okviru našega ministrstva, kaj bi mogli narediti in vem, da veliko stvari gre mimo. Vsako vlado si želimo, da bi bolj resno vzela vaša priporočila. Vidim, kaj se ponavlja vsako leto in me zanima, če ste mogoče razmišljali, da bi nekako stopnjevali te zahteve do ministrstev pa drugih organov, kaj ne izpolnijo. Ker velikrat je zelo všečno je napisano, obsežno, podrobno, prijazno, če bi mogoče kako pa, ne vem, kako bi rekla, stopnjevali zahteve, kolikor je v vaših pristojnostih, če se nekdo reže 10 let ne odzove na neke res osnovne, dajte in noter v to vrstico, pa bo 1000 ljudem lažje. To bi bilo moje vprašanje, pa držim pesti za vaše delo vseh. Ja, hvala lepa. Zdaj, naša priporočila nimajo izvršne funkcije. Se pravi, če nekdo naših priporočil ne izvrši, se mu nič ne zgodi. To je dejstvo, ki je, mi tudi nismo represivni organ, čeprav moram reči, da v zadnjem mandatu sem 2 ministroma zagrozil s 500 evrov kazni, ker pač niso odgovarjali mesece in mesece in potem obstaja tam en člen, pa res, ko sem ga izbrskal, ne pri nas, da lahko zagrozi s 500 evrov kazni. Lahko samo eno podvprašanje, v kateri državi pa je? Ja, imajo, recimo na Irskem je čisti inšpekcijski in represivni organ. Moram reči, ko govorimo o ombudsmanih pa varuhih po svetu, mi se moramo popolnoma jasno zavedati, da so to čisto različne inštitucije z različnimi pooblastili. In pri nas tega pooblastila ni. Pritisk je pri nas je, da prosimo, potem državni zbor ta priporočila sprejme, potem moramo nekako skušati državni zbor prepričati, da so zdaj to njihova priporočila, ker so jih oni sprejeli, da morajo oni pritiskati. Tukaj že ne pridemo kaj daleč. Potem predsednike odborov in komisij pozivam, da naj skličejo izredno sejo na določeno temo, pa ne, to so vaša priporočila, lejte, vi ste jih sprejeli, vaša so tudi kot državnega zbora. Tako da tukaj je to en vrste pritisk, naslednji potem vrste pritisk je, ko pošiljamo urgence in pozive ministrstvom, potem so sestanki pa informiranje odločevalcev, da se mogoče bomo pa v medijih morali o tem pogovarjati. Ampak dostikrat so to tudi tako marginalne teme, da medijev niti ne zanimajo. To je ta problem. Recimo, zdaj bo kar nekaj besed o duševnem zdravju. Mi opozarjamo že 6 let na to, da je prva odločba Ustavnega sodišča bila, da zakon o duševnem zdravju je protiustaven. Pred 2 leti je bila druga, pa to nobenega ne zanima. Mislim, vsi pravijo, ja, je treba izvršiti odločbe Ustavnega sodišča, zakon je pripravljen, tako je res anekdota, pa je resnična. En minister mi je rekel, ja, je koncu meseca gre v
obravnavo. No, na koncu meseca tega ministra ni bilo več. Potem je prišel naslednik, smo se srečali čez par mesecev in je rekel, ja, koncu meseca gre v obravnavo. Ni minister konca meseca pričakal. Potem smo bili pa v državnem zboru, pa je minister rekel, ja, je pripravljen zakon, pa sem jaz rekel, ja, sam ne reči, koncu meseca bo šel v javno razpravo, ker drugače vas ne bo več konc meseca. Mislim, veste, je pripravljeno, bomo objavili, pa nikamor se ne premakne. Leta. Nekaj, kar je protiustavnega. In zdaj vsi govorimo o duševnem zdravju, otrok, mladostnikov. Mi smo skušali gore premikati pred leti, da se odpre otroška pediopsihiatrija. To je bilo, vsi so se nam smejali, to ne bo nikoli polno. Zdaj je prenapolnjeno. Mislim, pa zavedati se moramo, kaj mi tem otrokom delamo, če so na zaprtem oddelku z odraslimi osebami. Isto se dogaja v socialno-varstvenih zavodih. To so res take težke stvari, na katere opozarjam, ampak tiste izvršne funkcije, da bi mi zahtevali, ne vem, na kakšen način, je žal, ampak hvala Bogu nimamo, ker potem bi bili še en dodatno represivni organ. Pa bi, če dovolite, samo tle se navezal, ko ste pregovorili o komunikaciji, pa o migrantih, pa imamo tudi težavo, recimo, ko govorimo o deinstitucionalizaciji, ko govorimo o vključevanju starejših, da ostane v domačem okolju, oseb z motnjami v razvoju, motnjami v duševnem zdravju. Ja, fajn, vsi se strinjamo. Ja, je prav, da so, samo ne pri nas. Zato, ker pri nas je pa, veste, skozi vozijo avtobusi mimo in je slab zrak. A ja, zakaj pa potem vi tukaj živite? Pa ni bilo več odgovora. Mislim, in imamo civilne iniciative, ki so recimo v lanskem letu zabremzali 2 doma starejših občanov, da bi se gradila v njihovi občini, in civilne iniciative, ki ne pustijo, da bi živeli osebe s motnjami v duševnem razvoju v njihovem okolju. Vsi so za, samo ne pri nas. Mogoče to je vprašanje za vas, ker tudi znotraj tega programa bodo sprejeti številni projekti, katerih pomemben razdelek bo tudi, kako komunicirati, kako vključevati. Kakšne nasvete bi morda imeli, da bo vendarle to padlo na neka plodna tla? V prvi vrsti jaz mislim, da tukaj mora biti en celostni pristop. Ni samo komuniciranje, ampak so tudi drugi elementi in druge dejavnosti. Recimo kultura je ena izmed stvari, absolutno, in tudi izobraževanje. Recimo na Škotskem smo pred kratkim sprejemali zakon o prepovedi fizičnega kaznovanja otrok. In okrog tega so bile burne debate. Zdaj, ko sem prišla v Slovenijo in sem pogledala našo zakonodajo, sem bila zelo prijetno in pozitivno presenečena, da tudi pri nas fizično kaznovanje otrok ni dovoljeno, ne samo to, tudi grožnje niso dovoljene. Ampak ko se jaz o tem pogovarjam z ljudmi, pa naj gre za od študentov do mojih sodelavcev, do moje družine, so vsi proti temu blazno proti. Zakaj meni nekdo govori, da jaz svojega otroka ne morem udariti? Če jaz zdaj vas udarim, vemo, kaj se bo zgodilo. In zakaj mi otroke... Potem bo obe na sodišču, ne? Ampak to je, recimo, to je ena taka tema, zakaj, ampak to so zelo globoko ukoreninjene neke družbene vrednote. Jaz sem recimo študenti o tem govorila in moji študenti prvo niso vedeli, da je to v slovenski zakonodaji, drugo so pa rekli, ja, zakaj pa? Vse nas so tudi tepli, tu pa tam je kdo focnil, pa sem čisto normalen, ne? Zakaj pa to rabimo? Se pravi, tudi na Škotskem so bile take zelo zanimive debate in kaj je škotska vlada naredila, saj mogoče imamo to tudi v Sloveniji, ampak kot pravim, slovenskim kontekstom nisem tako seznanjena. Naredili so veliko izobraževalnih programov, ki jih niso nujno klicali izobraževalni programi, ampak tako izobraževanje, ozaveščanje, zakaj, kaj to pomeni za razvoj otroka, kaj to pomeni za otrokove pravice, kaj to pomeni tudi za participacijo otrok, za njihovo dejanjanje v javnem življenju, ne, ker jim s tem tudi nižamo samozavest in tako naprej. Potem, kakšne so meje med tem, kaj je dovoljeno in kaj ne in tako naprej. Se pravi, bilo izobraževanje, bilo tudi veliko kulturnih dogodkov, ki so se dotikali te problematike.
Tako da tukaj je treba en celosten pristop, seveda s komuniciranjem absolutno, ampak tudi se povezovati z drugimi stvarmi, ker tukaj vendarle naslavljamo tudi neke temeljne družbene vrednote, ki pa so lahko zelo ukoreninjene in problematike, katerih se mi niti ne zavedamo. Pa še mogoče bi se na eno stvar navezala medije. Absolutno se strinjam, da medije takšne stvari recimo ne zanimajo, ne? Sploh kar se tiče marginaliziranih skupin v družbi ali pa skupin, ki so v nekih manjšinah. In tukaj je ravno potem tudi pomen komuniciranja. Mene pri teh evropskih razpisih vedno znova preseneča, koliko poudarka se daje na medijih in poročanju medijev, dajmo analizirati medije, zelo malo pa na komuniciranju. In jaz mislim, da sodoben komunikacijski prostor, tukaj se odpirajo številne druge možnosti, kjer tradicionalni mediji seveda so še pomembni, ampak imamo tudi druge priložnosti in druge možnosti, kako to komunicirati. In mislim, da sploh na tem področju pravic, vrednot, enakopravnosti je treba včasih razmišljati tudi o drugih načinih, kakšne medije uporabiti, bodi se gre za bloge ali pa lastno produkcijo vsebin in tako naprej. Koliko? A lahko mogoče se malce navežem. Pri ZPMS-ju smo imeli desetletja dolgo forum proti telesnemu kaznovanju. Vodil ga je dr. Pavle Korenhauser, zelo znan zdravnik, ki se je zelo boril za pravico otrok in mladostnikov. In potem je bila ta prepoved telesnega kaznovanja dejansko vnešena v družinski zakonik in takrat smo mi lahko izvedli s pomočjo sredstev ministrstva nek niz delavnic, kajti ravno to smo mi govorili, ja, v redu, super je zapisano, ampak to ni dovolj. To je treba skomunicirati, to je treba staršem ne povedati, ampak predstaviti druge vzgojne načine. Skratka, organizirali smo niz predavanj, ki so bila zastonj, zavestno starševstvo. Skratka, ne gre za to, da bi staršem rekli, ne smeš tepsti otroka, pika konc, ne? Ampak je treba jim to dejstvo prikazati, približati na drugačen način. In ta predavanja so bila odlično sprejeta. Mislim, da spomnim se tolminskega dogodka, 150 staršev je prišlo to poslušati. Ampak potem ni bilo več sredstev, konec. Ampak to je zadeva, kjer bi morala država sistemsko se ozavestiti pomena tega osveščanja in skratka tudi dati določena sredstva za take projekte. Tako da upamo, da tudi to imamo mi v načrtih, da bi to speljali, ampak upamo, da bomo lahko. Gospa Širok, mogoče za konec, kakšen odtis želite, da EPK na področju človekovih pravic pusti in koliko bo šel štric na nek način vsem, kar bo CERF ponujal? Glavna tema Evropske prestolnice kulture, ki jo je kot kandidatka pridobila Nova Gorica in h kateri kandidaturi je povabila tudi sosednje mesto Gorica, torej gre za prvo čezmejno pilotsko na nek način Evropsko prestolnico kulture, tema je brezmejno, ne? Go borderless. In vedno ponavljamo, da ta go borderless ne pomeni samo meje, ne pomeni samo prečkanje meje, pomeni tudi prečkanje vseh teh mentalnih mej, ki jih imamo. In ko živimo v obmejnem območju, kjer smo v zadnjih 2 letih dvakrat dobili tudi nazaj mrežo, ki je tudi fizično prostor omejevala, se mogoče določenih pravic toliko bolj zavedamo, ne? Ker smo jih vzeli po vstopu Slovenije v EU kot za samoumevne, pa nas je pa kar naenkrat stisnilo. V enem prostoru, ki se je toliko let boril po tragedijah 20. stoletja, da bi lahko postal enoten, je bilo to kar močna zareza v družine, ki so ostale seveda ločene. Evropska prestolnica ima kar nekaj programov, vas vabim tudi, da si pogledate prijavno knjigo, ki jo lahko jo imate na spletni strani. In pri vseh projektih si želimo in delamo na razvoju občinstva, ki govori seveda o celotnem razvoju občinstva. Predvsem je to dostopnost vsem in v drugi smeri tudi govorimo o tem, da morajo biti programi pripravljeni za vse. Zato imamo
podprogramov, ki se navezujejo na državljane. Tukaj bi mogoče še celo omenila, prej smo govorili o Twinning Cities. Mi smo lani prijavili ne kot občina, ampak kot EZTS. EZTS je naše obmejno mednarodno teritorijalno združenje, ki so ga ustanovile občina Nova Gorica, Gorica in Šempeter. In naprimer ravno v Twinning Cities, kot primer povem, da smo naredili en čisto majhen super projekt, kjer smo mlade iz različnih sistemov, slovenske šole, šola slovenske manjšine v Italiji in italijanske šole, naredili različne delavnice in predavanja za mlade o evropskih vrednotah. Vam želim povedati, da s tem je lahko eden zelo enostaven projekt, lahko tudi potem zelo močen, ne. In s takimi projekti bomo tudi nadaljevali v naslednjih letih, do leta 2025 in predvsem po letu 2025. Ne. Ta mentalna bariera, da se z letom 2025 vse začne in konča, je ravno največja ovira, ki jo imamo. In ja, evropske prestolnice po celi Evropi, in to s tem mislim geografsko Evropo, so namenjene ravno temu, da govorimo o naših skupnih vrednotah, ki se, upam, da zrcalijo preko kulture. Kultura nima meja, bom rekla, da je kot notni zapis, vsi ga razumemo, ampak nima nacionalnih vrednoten, ne. In seveda govorimo o pravicah in enakosti in tukaj, to je področje kulture, ki povezuje, izobražuje in obenem upam, da gradi tudi skupaj boljši svet. Se bom navezala na skupaj, tam naj diši po skuhni. Jaz se vam vsem iskreno zahvaljujem, vas vabim na en kratek odmor, preden pa začnemo res malo bolj interaktivno. Hvala vsem govorcem, govorkam in dober tek.